Ko človeku dosti reče, ne grem se več teh nekih modnih diet, 60 jajc na dan ali karkoli trenutno ponujajo in bi si rad uredil prehrano, na kakšen način naj to stori, kaj je najpomembnejše? Najpomembnejše je, da ko si urejujemo prehrano, da poznamo, kaj je funkcija osnovnih gradnikov hrane. Torej, kaj je funkcija ogljikovih hidratov, funkcija beljakovin in pa funkcija maščob v našem telesu. Potem pa kar skočimo v trgovino, da nam poveš, kaj kjerakoli skupina počne. Naslednji makronutrient so maščobe. Poznamo nasičene in nenasičene. Zato, ker v prehrani pogosto pojemo zelo veliko nasičenih maščob, recimo v mesu, je dobro, če so prigrizki bolj polni nenasičenih maščob. In recimo mešanica oreščkov je super kombinacija, zraven poleg maščobe dobimo pa tudi še prehransko vlaknino in pa nekaj beljakovin. Čisti vir maščob pa so olja. V prehrani se priporoča uživanje rastlinskih olj, olivnega olja, jaz sem iz Štajerske, obožujem bučno olje. To olje je tudi zelo bogato z magnezijem in pa z vitaminom E. Beljakovine v naravi najdemo v večjih oblikah. V mesu, v ribah, v stročnicah, tudi v oreščkih. Meni je najljubši losos, zato ker pride v paketku z omega-3 esencialnimi maščobnimi kislinami. Drugi vir beljakovin so tudi stročnice. Fine so zato, ker pridejo v paketku s prehransko vlaknino in z ogljikovimi hidrati in pravzaprav imamo tukaj v pločevinki popoln obrok beljakovine, ogljikove hidrate in prehransko vlaknino. Pri makronutrientih absolutno ne smemo pozabiti na ogljikove hidrate. Ogljikovi hidrati so v telesu pomembni zato, ker nam dajejo energijo. Lahko zbiramo med rižem, testenino, krompirjem. Recimo moja ljuba izbira so polnozrnate testenine ali pa tudi testenine iz stročnic, ki pa vsebujejo še malo več beljakovin.